Nostalgija je hecna stvar. Sem še ravno dovolj star, da se spominjam, kako so me kot mulce vozili v fičku. No, tole ni fičko, čeprav ste mu vsi nadeli takšno ime, ampak Fiat 500. In nostalgija mu pomaga, ker je že skoraj 10 let enak, pa ga imate še vedno radi. To je za avtomobil v teh časih zelo dolga doba. No, je pa ta zdaj nov oziroma prenovljen, kar boste opazili po nekaterih zanimivih dodatkih. Zadnje luči niso več polne, ampak je tu v sredini del, ki je v enaki barvi kot karoserija, tudi sprednje luči so spremenili, da je še bolj fletkan, notri pa je postal bolj moderen z novim zaslonom. Med malčki se je konkurenca v zadnjem desetletju seveda zaostrila, zato 500 ne izstopa več kot je včasih. Opel Adam je bolj poln dodatkov, s katerimi ga lahko opremite po svojih željah, Hyundai i10 pa ponuja več prostora in uporabnosti. Ampak kupci tega točno veste, zakaj hočete pač tega. Še vedno je simpatičen in poseben, da boste opaženi, vseeno pa lahko povem, da je tudi z uporabniškega vidika povsem prijeten. Dva potnika bosta potovala dovolj udobno, čeprav sta sedali s prednjih sedežev prekratki in bočne opore je premalo. Ni ravno lounge, kot pravi oprema, ampak posebnih pripomb nimam. Prtljažnik bo trgovinske vrečke zlahka pogoltnil in celo na zadnjih sedežih boste prijatelje na krajše poti lahko zapeljali s sabo. Sicer je občutek na volanu slab in voznikovim rokam ne namenja dovolj informacij, ampak posebnih pripomb nimam. S Fiatom 500 namreč ne boste divjali in pri normalni vožnji je super. Menjalnik mi je še posebej všeč, ker je natančen in blizu rok, motorček, ki nima niti 70 konjičkov, pa ne deluje podhranjeno. Fiat 500 nima niti tone, zato je povsem dovolj živahen, celo prijetno noto zaigra, ko boste motorček zavrteli malce višje, porabi pa okrog 6 litrov. In na avtocesti vas ne bo strah radarjev, ker se kaj dosti več kot 130 km/h itak ne boste peljali. Postane precej glasen, pa še muči se preveč. Vseeno se mi zdi, da mu manjka nekaj posebnosti in izvirnosti v primerjavi s prejšnjim ali pa s kakšnim Adamom. Je pa še vedno seveda dovolj samosvoj in uporaben, da ostaja zanimiv. Predlagam pa, da doplačate za modernejše merilnike, ker bo potem tudi znotraj bolj zanimiv. So v ponudbi. Pa mogoče še ena, čisto moja osebna. Če ga boste opremili z nalepkami, jih izberite v drugi barvi. Z 10 metrov tole izgleda, kot da bi avtomobil večkrat prehodili mački. Se sploh ne vidi, da so nalepke, ampak deluje umazano. Čeprav, od blizu je pa super. Zelene bi morale biti.